Pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Je že tak čas v letu, ko malce z mislimi že razmišljamo o morju, razmišljamo o dopustu, razmišljamo pravzaprav tudi o hribih. V naši družbi je iz Zavoda Sonce Bogdan, lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo. In danes smo tukaj pravzaprav zato, da našim gledalcem in gledalkam zaupamo nekaj več o akciji, ki je trenutno v teku, zato, da bi otroci lahko poleti na prav način doživeli še kaj drugega, kot to, da bodo mogoče se zadrževali pred televizijo pa igrali igrce. Treba je ven poslati otroke, v naravo. Točno. Torej, Solit se pojdi je en tak zanimiv projekt. To zdaj prvič letos, ali je to že kar malo bolj? Projekt Solit se pojdi je nastal dejansko lansko leto po eni taki zelo zanimivi situaciji. Verjetno recesija v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu prizadene društva ali pa vse tiste, ki so odvisni od nekega sponzorskega denarja. In ker lansko leto ni bilo sponzorskega denarja, da bi lahko organizirali poletni planinski tabor za otroke, jaz sem vodnik Planinske zveze Slovenije in na Planinskem društvu Maribor Matica, tudi načelnik mladinskega odseka, sem rekel, pejte se Solit, če ne moramo zorganizirati enega tabora. In ko sem šel domov iz tega srečanja, vseeno denarja nismo imeli, pa sem rekel, pa vse to jaz lahko samo uredim. Če imamo mi zavod, ki se ukvarja z različnimi izdelki, lahko te izdelke se jaz z dobavitelji dogovorim, da jih ceneje prodajamo, nekaj naredimo za ljudi, ki jih kupijo, del denarja pa namenimo za letovanje otrok. Odlično. In to je zdaj v teku? To je zdaj v teku drugo leto. Prvo leto nam je zelo dobro uspelo in rekli smo, zakaj tega ne bi nadaljevali, ker dejansko so generacije, ki za nami prihajajo, tiste, na katerih bo tudi naše življenje slonelo. In prav je, da jim damo neko alternativo gibanja v naravi, ne pa računalnik, kar tudi mora biti, ampak da imajo otroci alternativo, da spoznajo naravo. Ampak ponavadi recimo vse te akcije, ki so, peljejo otroke recimo na morje. Zakaj pa planinski tabor? Jaz mislim, da je morje ena specifična oblika, zelo prijetna, ampak v naravi ali pa v hribih mi lahko otrokom dosti več nudimo. Ene druge oblike, ki jih mogoče v naravi toliko ni. Mi smo zdaj v lanskem letu ugotovili, da otroke zelo zanima to, kaj raste v hribih, kakšne so tehnike preživetja v naravi, kako se gibati, kako premagovati ovire, ki se v naravi pojavljajo, in iz tega je potem en koncept nastal, po katerem tudi letos peljemo otroke iz vse Slovenije, načeloma se nam prijavljajo na ta poletni tabor. Pa še na Hrvaško jih ni treba peljati, lahko v Sloveniji ostane, Točno. Kam pa greste potem? Letos gremo v Trilobit, to je pod Golico, je en zelo zanimiv center obšolskih dejavnosti in tam bo dejansko naš bazni tabor, od tam pa se potem pomikamo na različne vrhove. Približno 4 celodnevni izleti so predvideni, ostalo pa so, bi rekel, neke aktivnosti, ki jih tam pripravljamo, od plezanja po plezalnih stenah, kurjenja ognja. Super, kakšni otroci se pa lahko prijavijo? Dejansko je naša ciljna skupina so otroci od 2. pa nekje do 9. razreda osnovne šole. Aha, fino, odlično. Jaz lahko grem zraven? Bomo te vsekakor pomagali. Super. Jaz sem tudi bolj nova v teh hribih pa to, ampak mi je tako fajn, se mi zdi, da je energija gor veliko taka drugačna je, boljša je, taka bolj čisto pa bolj greš v sebe, se mi zdi. Ja, mi pri otrocih opažamo ravno to, da so mogoče prvi pa drugi dan malo izravnotežja tega naravnega, pol zadnji dan pa je že vsem težko iti domov. Torej, če sem jaz prav razumela, po domač povedan, vi kot Zavod Sonce ste organizator in dejansko prodajate izdelke, kot je se pravi sol, himalajska sol, pa konoplin čaj, danes sem ga že liter mimogrede, in te stvari prodajate in potem dejansko s tem zbirate sredstva, da peljete te otroke tja. Točno. Zdaj, projekt ni naravnan, da bi bili udeleženci tabora samo otroci iz finančno šibkejših družin, ampak se prijavijo lahko katerikoli otroci. Naš namen je, da mi z zbranim denarjem obogatimo vsebino, ki jo otroci dobijo na taboru. Mi imamo eno ceno letovanja, z vsem denarjem, ki ga pa zberemo, sponzorskim denarjem,
pa povečujemo število aktivnosti. Naprimer, v lanskem letu je bil to obisk Snežne jame, je bil obisk vrha Radohe in podobne stvari, ki pač to so neki finančni stroški, ampak s tem ne bremenimo staršev, ampak pač sponzorskimi sredstvi. In ravno to je namen. Mi prodajamo himalajsko kristalno sol po 50% znižani ceni, konoplin čaj po 50% znižani ceni, z razlogom, da lahko del denarja od teh prodanih izdelkov namenimo za letovanje. Izdelki pa so znižani tudi s tem namenom, da ljudje nekaj sami za sebe naredijo. Tako da ne sodelujejo samo s tem razlogom, da pač nekam nekaj dajo denarja, ampak da tudi nekaj zberejo. Ampak to je win-win situacija, se pravi zmaga-zmaga. Točno. Mi smo v lanskem letu bili zelo presenečeni, ker je veliko podjetij se odločilo, da so svojim zaposlenim kupili, pa so nas na tak način podprli. Različna društva zeliščarjev, ne vem kdo vse, so kupili večje količine himalajske kristalne soli, ki jo uporabljajo za svoje izdelke, ki jih pridelujejo. Pa še nekaj dobrega so naredili. Pa so za nas še nekaj dobrega naredili. Aha, pa še ceneje, kakor ponavadi. Ceneje pa 50%, tako da zdaj se res tistim, ki jo redno uporabljajo, splača. Tudi čaj, naprimer, tisti, ki pač so, da pijo dosti čaja ali pa da bi nekaj privarčevali, na tak način lahko privarčujejo, hkrati pa še pomagajo nam, da lahko nekaj naredimo za naše generacije, ki so za nami. Vrhunsko! Jaz upam, da ti kot gorski vodnik tudi opažaš, da je zanimanje ljudi za hribe vedno večje. Zanimanje ljudi je vedno večje, bi rekel, da srednja generacija, naše generacije se vedno bolj zanima za to. Mladim je nekako naša največja konkurenca, so še vedno računalniki, PlayStationi, telefoni in vse ostalo, ampak trend gre v drugi smeri. Za podatek lahko povem, mi smo to soboto peljali 114 oziroma 115 otrok na Šmarno goro, iz Štajerske smo prišli pač prestolnico pogledati, ampak je Šmarna gora ena taka značilen hrib, spetina tukaj v okolici Ljubljane, da smo jim pač to omogočili. Super, najlepša hvala Bogdan, najlepša hvala Zavodu Sonce, hvala za vse, kar delate. To je to. Evo, jaz bom tudi malo soliti. Super, hvala. Super, da sem šla soliti. A to je ta? Ja.